Pozdravljeni, z vami sem po ta novem Minka Marija. V glavnem, kar precej se dogaja v tej naši šoli naprednega ustvarjanja. V glavnem, toliko sem zadovoljna s to skupino, ampak vseeno, tudi vi ste mi pomembni in zaradi tega sem rekla, posnamem zdaj en video, ker vsi izmed nas delamo pač neke korake, nekaj se učimo, delamo, predelujemo neke svoje podzavestne vzorce, v glavnem življenje nas nekaj želi naučiti. No, danes sem govorila z eno gospo, ki je prišla do zaključka, da se dejansko bojim svojih moči in da vedno, ko pride do neke točke, utrpne in enostavno ne zmore več naprej. No in prav to, mnoge predelujemo pač strah pred tem, da bi bile to, kar smo. Da bi se pokazali vsej tej svoji lepoti, veličini, moči nenazadnje. In vemo, da pač moč je lahko dvorezen meč. Po eni strani je moč tista odločnost, da se postaviš za sebe, mečkam naprej pač padeš čez rob in s to močjo nekoga raniš. In v bistvu raniš vse okrog sebe. In se pravi, in če smo v preteklosti ali pa sploh v preteklih življenjih pogosto padamo v neko agresijo in druge ranili, se mogoče v tem življenju bojimo svoje moči. In je bolj varno biti tista pridna putka, ki počepne in vsakič zleze na kupček in zdaj se mogoče učite biti v svoji moči. No, tukaj imam pred sabo karte, tako da bomo šli preko kart, kako v bistvu, kaj je tisto za vas pomembno, da pridete res do centra svoje moči, ampak ta center vaše moči ni v agresiji, ampak sploh ta ženska energija je v milini. Ena stvar je v milini, po drugi strani pa jasno postaviti meje do kje in rečeš, opa, tukaj se pa jaz ne grem več. No, in to je cela umetnost. No ja, da vidimo, pojmo najprej preko kart, pa vam pa še naprej razložim. Stvarstvo, kaj je pomembno ta trenutek za vse te svetle dušice, ki gledajo ta video in ki so na potovanju osebne moči, ki so na potovanju tega, kar one so. Kaj je tisto, kar morajo slišati, kaj je tisto, kar morajo vedeti. V glavnem, prva karta je prišla nova vizija. Ta karta je meni neverjetna, zaradi tega, ker je od spodaj človek, ki je na vseh štirih in preko katerega rastejo korenine in potem nad njim je pa tist, ki se izstreli v novo vizijo. Ne vem, boste videli, glejte, nekdo, ki zažari vsej svoji lepoti in je to, kar je. No, naslednja je doživljanje. Nehajte se zlivati z okolico, nehajte se truditi, da pašete v neko okolje, narobe sem jo postavila, nehajte se truditi, da pašete nekam, da se zlijete z okolico. Čas je, da se razgalite, ampak tukaj ne dobesedno, ampak da pokažete, kdo vi ste. Ker, glejte, ta naša moč, zdaj ne glede na to, a ta video gleda moški ali ženska. Vsi imamo ženski in moški pol. In vemo, da mnoge ženske padejo v moško energijo, to moško možato energijo in postanejo možače in postanejo daleč od tiste ženske energije. In poznam kar nekaj žensk, ki se oblačijo celo v vojaška oblačila, zaradi tega, ker jim je bližje ta borbena zadeva, kot pa ta ženska energija. No, in druga stvar je pa potem sprejemanje. No, in ta karta, pogledajte, tudi ta je zanimiva. Odzadaj je žensko telo in je v bistvu tako kot energija, ki teče po hrbtenici navzgor in pride do razcveta. Ne glede na to, a ste moški, a ste ženska, gre se za sprejemanje vseh vidikov svojega telesa. Se pravi, tudi moški imajo imate čutečo plat in tudi ženske imamo tisto odločno, močno plat. Ampak biti samo eni, recimo ženska v tej močni, odločni plati, dejansko krepi moške hormone, to je moški hormon testosteron,
ženski to povzroča stres na celični bazi, kar povzroča, da na dolgi rok se zmanjša proizvodnja ženskih hormonov, sploh estrogena in progesterona, in na podlagi tega se tudi fizionomija ženske spremeni. Tudi ženske, ki naporno telovate, ki greste v fitness, ki delate vaje za moč in delate te fizične vaje, takrat krepite moški hormon testosteron. In če vidite, da ste zmeraj bolj možače, bi morali namerno delati tisto, kar veča vaše ženske hormone. Se pravi, obleči krilo, se počutiti ženstveno, lepo v svoji ženski energiji, mogoče se vpisati na tečaje oziroma na orientalske plese, plesati, delati nekaj tipično ženskega, ali pa mogoče začeti plesti, štrikati pa kvačkati. Dobesedno štrikati pa kvačkati, ker s tem se spravite v žensko energijo. Ali pa mogoče začeti slikati, začeti barvati, začeti delati stvari, ki veča vašo žensko energijo. Ker ta ženska energija, ker če ste vedno v neki akciji, sebe spravljate iz ravnovesja. In seveda, zdaj pa lahko preverite z mišičnim testom, bojim se svoje moči, jaz grem nazaj, bojim se svoje moči. Vi preverite, če se vi bojite svoje moči, pomeni, da boste vedno pristali v situaciji, ki ste tako kot v risanki, veste, ko je ti zajec, ki gre na minsko polje, nastavi mino in potem gre po minskem polju in skoči na tisto mino in ga raznese. In vidi zvezdice. In če se vam to non-stop dogaja, da non-stop vidite neke zvezdice, pa nehajte si že postavljati mine. In spet preverite, potrebo imam potem, da sama sebe sabotiram. Jaz ne več, ampak sem jo imela vedno znova, ko je bil čas mogoče, da nekaj se zgodi, sem že nekaj naredila, da sem sama sebe sabotirala. No, zdaj pa pejmo naprej. Karte prehodu na vodobo. Karte prehodu na vodobo, da vidimo, slišimo, kaj ta trenutek stvarstvo sporoča za vas, svetle dušce. Nova pot. Pred vami je nova pot. Dovolite, da končni rezultat preseže vsa vaša pričakovanja, ker nahajate se na pravi poti. Pejte naprej, ampak ne morete iti naprej, dokler ne odpustite. Jaz vidim preko osebnih svetovanj, preko ljudi, s katerimi delam, kako pogosto imajo v svoji podzavesti sovražim dušo človeka. In to so največkrat najbližji, to so največkrat tisti, s katerimi imajo vsak dan opravka in kar ne gre nikamor. Dokler ne počistiš sovraštva, do duše človeka toliko časa ne moreš iti naprej. Je nemogoče narediti korak naprej, ker vedno znova te povleče nazaj. Se pravi, preverite, če v svojem srcu nosim sovraštvo do duše tega človeka. In boste vedeli, ko boste počistili, boste lahko šli naprej. In naslednja je, zaupam Božji hitrosti. Vse se ureja v najvišje dobro vseh. Potrpljenje. Potrpljenje je dejansko pa ni toliko trpljenje, kot to, da pač počakaš. Počakaš na to, da tisti trenutek, tisti dejavniki, ki so potrebni, da se zgodijo, da se potem naredi premik. Veste, kaj gre skozi mene? To vaše potrpljenje vi lahko trpite in čakate, da se bo nekaj zgodilo. Dokler ne boste odpustili, nimate blagoslova za naprej. Se pravi, če vidite, da ste na tem trpljenju, pa da morate čakati na nekaj, da se zgodi, je čas, da razmislite, komu morate odpustiti. Ne morate. Komu bi bil čas, da odpustite, ker ko boste odpustili, boste dobili blagoslov, da lahko greste naprej. In se bo vse poklopilo in vse bo šlo v ta pravo smer in vse bo točno tako, kot mora biti in vi boste samo rekli, wow, hvala. In to se meni zdaj dogaja, tako dobesedno.
Hvala. In naslednja karta je pa prišla bogastvo. Fizično bogastvo, čustveno bogastvo, bogastvo na vseh področjih. Dovoljujem, da bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Dovolite, da se v vašem življenju zgodi obilje na vseh področjih. In vem, da obilje največkrat pač povezujemo z denarjem in bolj kot poslušate verjetno novice, bolj ste prepričani, da recesija je, res se ne da, ja, lahko ponavljate non-stop, ampak dejstvo je, da tisti, ki smo že par petkov na zemlji, smo že kakšno recesijo preživeli in vedno je šlo vse naprej. Vedno. Tudi takrat, ko je bil ta Markovičov dinar, pa še prej, ko so se nule kar risale zraven na bankovce, pa smo preživeli. Vsakič, vsako krizo smo preživeli. Ker ena stvar, zanimivo, beseda, slovenska beseda kriza, za, se pravi, daš kri za nekaj. Življenjsko energijo, ker kri je življenjska energija, daš za nekaj. Mogoče bi bil čas, da pogledate, kje vam odteka življenjska energija. In ko boste pogledali, kje vam odteka življenjska energija in smo spet pri sovraštvu, tam vaša kri, ta življenjska energija odteka. Zato je tako pomembno. Pejte pogledati, kje je vaša zataknjena energija in boste videli, kako se boste osvobodili, kako boste naredili premike, kako boste zadihali. To je ta najbolj pomembno, kako boste zadihali. No, pa imam pa še vodstvo bogin tukaj, da vidimo. Stvarstvo za te vse krasne, svetle dušice, ki poslušajo tale video, kaj je ta trenutek za njih res pomembno. Atena, notranja modrost. Vi veste, kaj morate storiti. Zaupajte svoji notranji modrosti in se brez odlašanja lotite dela. Pojdite ven. Predolgo ste že v zaprtem prostoru. Pojdite ven in se nadihajte svežega zraka. Poglejmo tole zdaj o Ateni. Atena je močna in modra grška boginja, ki nadzira in varuje vse, ki jo pokličejo. Ona je Zevsova hči. Njeni živali moči sta bela sova in črni golob. Čeprav je Atena boginja bojevnica, se ne bojuje z orožjem, pač pa z razumom. Pokličite jo vedno za pomoč pri reševanju sporov in tudi za vašo osebno zaščito. Poleg tega Atena pomaga pri ustvarjalnih projektih, kot so pisanje, slikanje in obrt. Atena kliče k premiku. Prenehajte zavlačevati. Prenehajte razdajati svojo moč. A smo govorili o tem, o vaši življenjski moči se gre. Z neodpuščanjem se ne morete premakniti naprej. Ne greste naprej, ker ste se zataknili. Zaupajte svojemu občutku. Ne dvomite vase, prav imate. Bodite pozorni na ponavljajoče se ideje in ukrepajte ta trenutek. Čas je. Glejte, čas je, če je v vašem življenju kriza, je čas, da date kri za tisto, se pravi vašo življenjsko energijo, za tisto, kar je res vredno. In najprej počistite zamere, sovraštvo, da dobite blagoslov, da lahko greste naprej. Tako da, to so sporočila za danes. Za vse tiste, ki čutite, da je čas za premik naprej, za vse tiste, ki se bojite svoje moči, svoje tiste ženske plati, naredite premike naprej. In vedno, zdaj zakaj mi imamo krize v življenju, zaradi tega, da nas opozorijo, da smo majčkrat zašli z ta prave poti. Zato začnite delati korake v ta pravi smeri, predvsem pa v tej smeri, da čutite, da ste res vi, da vam ne odteka življenjska energija. Tako da uživajte, pejte ven, nadihajte se novega zraka, pomlad se že prebuja, še majčkeno pa bo. Tukaj, na Primorskem sem, kot mi je všeč. Tako da v glavnem, uživajte
in predvsem dovolite, da se v vašem življenju zgodi nova energija.